Pozdravljeni v tokratni temi tedna. Poletje se približuje, dnevi so vse toplejši, prvi turisti pa so že prišli na slovensko obalo. Z ekipo Megafona smo v različnih hotelih, hostlih in apartmajih preverili, kako potekajo priprave na poletno sezono. Svoje načrte za počitnice pa so nam zaupali tudi nekateri mimoidoči. Poglejmo. Pomlad se počasi preveša v poletje in dnevi so vse toplejši. Na naši obali je že moč opaziti prve turiste, ki so si prišli ogledati bisere naše dežele pod soncem. V ta namen smo obiskali nekaj turističnih delavcev, ki so povedali, kako potekajo priprave na turistično sezono v slovenski Istri. Za začetek smo se odpravili v Portorož, v luksuzni hotel Kempinski Palace, kjer smo med drugim tudi izvedeli, od kod pričakujejo največ gostov ter kdaj bo višek sezone. Poletje je tik pred vrati, priprave so v polnem teku, sedaj je že to obdobje maj, junij, ko so vikendi polno zasedeni z gosti, čez tednom imamo pa različne skupine, je tudi obdobje različnih dogodkov, naprimer Internautika se trenutno dogaja v Portorožu in potem julij, avgust in pa začetek septembra, pa tako in tako je sezona v polnem teku. Koliko gostov recimo pričakujete, kdaj bo višek sezone? Višek sezone je tradicionalno julij in avgust, navkljub temu pa pričakujemo že zdaj v maju, juniju, ob vikendih zelo visoko zasedenost in pa predvsem tudi ob samih prazničnih vikendih. Tukaj je veliko praznikov iz Avstrije, iz Nemčije gosti, ki prihajajo ti podaljšani vikendi, tako da takrat pričakujemo nekje 90 oziroma 95% zaseden hotel. Od kod vse prihajajo gostje? Kakšna populacija gre, so to redne stranke? Mi smo zelo ponosni, da imamo v hotelu zelo velik odstotek rednih gostov, tako da na to smo še posebej ponosni. Kar se tiče nacionalnosti, pa so predvsem iz Avstrije, Nemčije, veliko je gostov tudi iz Slovenije in pa Madžarska in pa Slovaška. Inflacija in višji življenjski standardi so udarili tudi po turizmu, zato smo gostince povprašali tudi o tem, kako se višje cene poznajo iz leta v leto ter kakšen je odziv gostov. Tukaj gre zmeraj za ponudbo povpraševanje, glede na to, da smo mi ta ultraluksuzni segment, je pri nas cenovna občutljivost nekoliko manjša, a hkrati se zmeraj potrudimo, da nekako naš gost ne občuti povišanj cen oziroma da so povišanje cene upravičene. Prvi gostje so torej že prišli, imate veliko rezervacij že za poletje? Tako je, poletje je že zelo zasedeno, če primerjamo nekako z enakim obdobjem v lanskem letu, smo podobno zasedeni po nekoliko višji povprečni ceni, kar je nekaj, kar si želi vsak hotelir. Imate mogoče podatke glede vremenske napovedi, kakšno bo letošnje poletje? Mi smo naročili lepo vreme čez poletje, tako da upamo, da nas bodo uslišali. Je pa napoved, da zna biti nekoliko spremenljivo vreme, ampak zaradi tega pa imamo to dodatno ponudbo znotraj hotela, tako da upamo, da zaradi slabšega vremena mogoče gosti ne bodo odpovedovali svojega bivanja. Turisti za nočitve izbirajo apartmaje, hostle, motele in druge različne možnosti. Zakaj pa izbrati hotel? V hotelih je eno posebno doživetje, na dopust gremo zato, da se vsi spočijemo, da se vsi umirimo in tudi, da nas nekoliko pocrkljajo in zato so tukaj naši zaposleni od recepcije, strežbe in pa wellness osebja. Pot nas je iz Portoroža vodila v Izolo, kjer smo se ustavili v hotelu Marina. Slednji slovi tudi po odlični restavraciji, ki goste privablja celo leto. Hotel je pomemben prav tako z poslovnega vidika, saj se tukaj velikokrat ustavijo ljudje na službenih potovanjih. Mi se že veselimo poletne sezone, nekih ekstra priprav pri nas v bistvu nimamo, zato ker tako in tako poslujemo skozi celo leto, tako da se trudimo skozi celo leto ohranjati isto kakovost storitve. Zdaj izven sezone je to predvsem za poslovne goste, saj smo znani kot poslovni hotel, ki so pri nas prepoznali tako hotel kot restauracijo, tako da dobijo nek celoten paket na enem kupu. V sezoni pa pač seveda tudi za ostale turiste. Kakovost se trudimo ohranjati, ker vemo, da to nas pač drži na tem mestu, kjer smo. Kadra imamo dovolj, tako da zaenkrat ni potreb po dodatnemu kadru, pač samo se trudimo, da obstoječi kader dela kakovostno. In pa kar se tiče kakšnih vzdrževalnih del, tako in tako tudi potekajo sproti skozi celo leto, tako da
morajo stvari vedno štimati, ne samo v sezoni. Strokovnjakinja za marketing in prodajo je z nami delila tudi podatke o trenutni zasedenosti in razlogih za višji obisk kot v istem obdobju lani. Spregovorila je še o rezervacijah ter o zvišanju stroškov in cen. Z dosedanjo zasedenostjo v letošnjem letu smo zelo zadovoljni, saj je zaenkrat kar 10% rast v primerjavi z lanskim letom, kar pripisujemo tudi tem, da smo letošnje leto še nekoliko več investirali v promocijske aktivnosti, tudi na dodatnih trgih. Naš glavni trg sicer še vedno ostaja Avstrija, kar blizu 40% gostov je Avstrijcev. Sledijo jim pa Slovenija, Nemčija in Italija, se pa zdaj usmerjamo še pospešeno tudi na madžarski trg in na ostale države te višegrajske skupine, torej Češka, Slovaška, Poljska. Z rezervacijami smo zaenkrat zadovoljni, je že tam okoli 70% zasedenost v mesecu juniju in tudi naprej kaže, da bo, pričakujemo pa seveda še porast rezervacij last minute, ker se dosti ljudje odločajo tudi na podlagi vremena in ostalih dejavnikov. Iz vidika poslovanja sigurno se opazi, stroški so seveda zelo zrasli v primerjavi z zadnjimi leti, tako da se večajo iz leta v leto. Posledično smo prisiljeni potem tudi mi slediti nekako temu trendu s cenami. Seveda pa moramo imeti nek občutek, koliko je trg fleksibilen, tako da se prilagajamo. Kot smo uvodoma dejali, je velik magnet za turiste tudi restavracija Marina, ki se lahko pohvali z Michelinovo zvezdico, hkrati pa ponuja tudi odličen nabor vin, se lahko izbirate med 230 izbranimi vinskimi etiketami. Če pogledam konkretno naš hotel in zakaj nas izbirajo gosti, definitivno je verjetno na prvem mestu razlog naša restavracija, ki je pač iz penzionske restavracije uspela postati vrhunska a la carte gastronomska destinacija, za kar je zaslužen naš trenutni direktor Ivica Evačič, ki je prej dolga leta delal kot šef in vodja kuhinje in je pač uspel z svojim predanim delom nas postaviti na ta gastronomski zemljevid. Pred meseci se je v Kopru odprl novodoben in moderen hotel Capris Capodistria Boutique. Gre za objekt v lasti družine Vodišek, ki je v hotelirstvu že vrsto let. Toni Vodišek, srebrni olimpijec v kajtanju, veliko časa, ko ni na vodi, preživi tudi tam, tako da nam je iz prve roke postregel z informacijami, predvsem glede gostov. Gostimo pa veliko ostalih slovenskih in tujih drugih športnikov, ki pridejo se sem k nam ukvarjati z drugimi športi. Imamo veliko plezalcev, ko pridejo, tenisačev in ostalih. In pa upam, da za vse naše slovenske športnike, ko imajo za kaj priti na obalo, da pridejo sem do nas, nudimo džakuzi, ledeno kopel, savno, dobra rekuperacija. No? In jaz sem pa tudi tukaj in delam kavice, ko nisem okoli. Sedaj smo tukaj 2 leti in se pozna ta, kako bom rekel, hrvaška dragost in do tega, da je pri nas res lep kraj za samo kolesarjenje. Sami ljudje, gosti zelo zadovoljni, mi pride veliko Hrvatov ali pa drugih, ki rečejo, vedno sem šel na Hrvaško, sem postala tako draga in samo morje imajo lepše kot pri nas, mi imamo pa vse ostalo in tele pridejo za svojimi kolesi, lahko tudi pri nas jih rentajo, navadna, električna in jaz znam kakšne poti okoli malo po hribih in je to tudi dobesedno fenomenalno. Ne? Same plaže se naveličaš po enem tednu, tle pa imaš plažo, imaš hribe, imaš kolesa, dobesedno center Evrope. No? Bi lahko rekli, lahko greš zelo hitro s kolesom na Hrvaško, do Italije in je veliko stvari za videti. Da je gostinstvo v družini, pa dokazuje tudi to, da je pomemben člen v hotelski verigi tudi Tonijeva sestra Marina, sicer tudi uspešna kajterica. V bistvu je kar dobra sezona, je že kar od maja, tudi čez zimo imamo goste, sicer drugačne vrste, poleti imamo več turistov, pridejo na plažo, družine in tako, čez zimo imamo več poslovnežev, ampak definitivno poletje je najvišja sezona, tako da že zdaj je kar naporno. No. Imate tudi redne stranke, tako da se prihajajo? Imamo redne stranke, večinoma so to
pomorci in različni poslovneži. Imamo tudi turiste, ki pač prihajajo na slovensko obalo vsako poletje, kakšne družinice. Drug način prenočitve so hostli. Gre za nižje cenovno ponudbo, ker si več različnih turistov oziroma popotnikov praviloma deli sobo oziroma kopalnico. Na slovenski obali jih najdemo kar nekaj, mi pa smo se ustavili v koprski Istriji. Delujemo že toliko let, da so te priprave že neka rutina. Kaj je zmeraj za pobeliti, kaj je zmeraj za pošraufati, kaj za pripraviti, kaj za nič, kaj je v bistvu prav grozno ekstremnega, bom rekel. Kakšna je kapaciteta tukaj v Istriji, koliko gostov sprejmete, od kje pride največ obiskovalcev? Sprejmemo 20 do 22 maksimalno gostov v različne tipe sob, to pomeni od ta najmanjša je dvoposteljna, ta največja je šestposteljna. Gostje odkot, prav spovsod pomalo. No. Res, da zadnja leta malo prednjačijo, mislim je videti porast malo teh, bom rekel, Češka, Madžarska, Poljska, ampak drugače pa res spovsod pomalo. Za razliko od drugih nastanitev so gostje praviloma čez dan okoli in v hostlu le prenočijo. Tudi število nočitev je temu primerno, saj jih je bistveno manj kot pri ostalih nastanitvah. Glede na to, da je hostel namenjen bolj popotnikom, so dejansko to ljudje, ki zbirajo vsako leto neko drugo destinacijo, tako da nimamo, kongresnega turizma ali pa nekih poslovnih gostov, ki bi se vračali dejansko na isto mesto vsako leto, tako da se, bom rekel, gostje kar menjujejo, z različnih destinacij. So prvi gostje že prišli, kako je, imate že rezervacije, kaj za poletje, kdaj bo višek sezone? Nekaj je bilo malega, oziroma 1. maj je nekaj bilo, nekaj je tudi že rezervacij. Klasično, predsezona, posezona, odvisno od vremena. Julija in avgusta si želimo vsi, da bi imeli še 3-krat toliko postelj na voljo. Drugi meseci so pa res odvisni od zunanjih dejavnikov, torej od vremena, od prireditev, od dogajanja v samem mestu. Tako da izven sezone je zelo odvisno, kaj se v mestu dogaja. Od tega je zelo odvisno, po mojem, vsi ponudniki, koliko imamo obiska. Mi spadamo v neko kategorijo nižje cenovne politike oziroma popotnik je pripravljen oziroma drugače malo gleda na zadevo, torej je pripravljen v celem budžetu nekoliko manj dati za prenočišče in si morda tudi deliti sobo, kot vemo, imamo lahko deljene, shared rooms varianta, kjer si potem morda privošči več zunaj. Torej ni, da si on privošči manj kot turist, ampak da, manj za prenočitev in si privošči več doživeti in teh stvari. Hostli so cenovno ugodnejši od hotelov in apartmajev, imajo pa tudi druge prednosti glede na ostale ponudnike. Vsak si izbere sicer tisto, kar njemu najbolj paše, enim hostel na pamet ne pride, eni bi šli samo v hostel. Hostel je tip namestitve, kjer je malo bolj že po infrastrukturi in po načinu obiska oziroma po klienteli, se malo bolj spodbuja druženje, zato obstaja nek skupni prostor, kjer se lahko družijo. Recimo v hotelu nimamo ponovadi neke skupne kuhinje in skupnega prostora, v hostli to po večini imamo. Tako da že samo druženje, že samo v sobi. Veliko se jih sreča v hostlu, pa potem skupaj obiščejo mesta, pa recimo so prišli čist z drugega konca sveta. Tako da to je ta razlika tam so bolj zaprte celice, torej gost pride v tej celici, gre ven v eni in isti skupini, tu se pa malo mešajo med sabo, skupaj grejo kam pa tako. Za konec našega potovanja po slovenski Istri smo se odpravili še do Jona Murarja, fanta, ki že 7. leto zapored oddaja apartma in je glede turizma na tekočem. Priprave v bistvu niso preveč intenzivne, ker to počnemo zdaj že 7. leto zapovrstjo, tako da več ali manj smo že vlaufani. Malo preverimo, če vse v apartmaju štima, se pravi, če je oprema v brezhibnem stanju in kaj bistveno od tega dalje ne. Potem pa čakamo goste, sezona je vsako leto malo odvisna od vremena, to se precej poznaje en takšen faktor, sploh za te, bi se reklo, dnevne migrante. Kar pa se tiče teh recimo potem družin, ki dopustujejo, na katere mi tudi nekako najbolj stavimo,
te pa so več ali manj že rezervirali svoje mesto v prihajajoči sezoni in seveda sovpada z šolskimi počitnicami. Spregovoril je tudi o gostih, ki jih ima sicer čez celo leto. Večina jih je iz tujine, nekaj pa je tudi rednih strank. Občasno tudi za redne, kar nas zelo veseli, se pravi, da se nekateri gosti vračajo, so bili zadovoljni, imajo radi Izolo. Izola je tako ali drugače bolj morda družinsko orientirana, neki mladi, ki bi iskali tu neke zabave, kot so mogoče včasih bile, po čemer je bila Izola znana in slovela, tega danes več ni. Gre pa več ali manj za družine, prihajajo pa več ali manj iz Evrope, malo je naših gostov, te so bolj dnevni migranti in potem tudi ne ostajajo za daljši čas v naši Izoli. V turizmu je vsekakor potrebno biti na tekočem tudi s postavljanjem cen, saj je inflacija močno prisotna in so stroški višji na vsakem koraku. Tako je tudi pri oddaji apartmajev, ki pa imajo pred hoteli in ostalimi ponudniki tudi druge prednosti. Omogočajo pa tudi druge poslovne ideje in novosti. Cene so v bistvu ena enigma vsako leto, jih malo oblikujemo sproti, pogledamo glede na ostalo ponudbo. Seveda cena potem pričakovano v višku sezone tudi zraste, oziroma potem, ko so še zadnji prosti termini in se kdo naknadno odloča. Praksa je, da ceno takrat dvignejo, mi jo malo spustimo, imamo radi, da v bistvu skušamo čim bolj zapolniti ta naš delček sezone in izkoristiti vsak možen čas za obisk naših gostov. Mogoče je malo bolj oseben, v hotelu, hostlu ali pa drugih oblikah je večje število prebivalcev in naši gosti predvsem iščejo neko intimno situacijo oziroma tudi želijo spoznati lokalno prebivalstvo. Jaz se vedno potrudim, da sploh, ko so to gosti iz tujine, da jim znam karkoli priporočiti, povedati oziroma jih tudi usmeriti glede na njihove želje in mogoče je naša prednost apartmajev ta, da se bolj posvetimo gostu, njihovim željam in potem imajo malo lepšo mogoče izkušnjo. Pripravljamo nekaj posebnega, delali bomo na izkušnji, se pravi na tako imenovanem experiencu. Jaz osebno sem navdušenec nad kmetijstvom. Ideja je, da bi ustanovili turistično kmetijo in potem dodali v ponudbo apartmaja tudi ogled te kmetije oziroma morda tudi kakšno degustacijo olja in vin. Tako da skušamo slediti tem trendom, kar pa tudi nekako sovpada s predvidenimi spremembami glede sobodajalstva, glede oddajanja. In mislimo, da bomo tle našli naš prostorček v tej kolobociji zakonov, ki se konstantno pripravljajo. Na naši poti pa smo glede počitnic in poletnih načrtov za rokav pocukali tudi nekaj mimoidočih. Gremo z družino na otok Murter oziroma Kornate raziskovati v bistvu. Odhajate redno tam? Ja, že zadnjih 10 let. Tam je najboljš to, ker je tako odprto, in lahko vidiš Kornate, tako lepoto njihovo. Ste vedno v istem apartmaju? Ne, leto smo zamenjali, po 9 letih. Kako to, da ste izbrali prav Murter? Zaradi tega, ker je zanimiva točka in v bistvu ni tako gosto poseljena in ni glih oblegana. Koliko časa pa preživite na dopustu? Minimum 2 do 3 tedne. Ste šli še kam drugam, kdaj po svetu? Ja, smo šli v Italijo največkrat. Poletje se bliža, imate kaj v planu, že načrte, kam bi šli na morje? Ne, nikoli ne delam teh načrtov. Na morje ne bom šla, ker sem na morju. In tja, ko bi pa rada šla, pa sem že prestara, preveč košta. Ja, kako gledate zdaj na vse te višje cene, ki so v turizmu? Kaj jaz vem, kako bi rekla. So visoke, samo morate pa vedeti, da tudi ti hotelirji in vsi ti imajo velike stroške in izdatke. Oni morajo živeti. Zdaj malo boljše, malo slabše, ampak zastonj pa res ne moramo nikamor iti. Kje pa so recimo vaše najlepše potovanja bila? Okrog sveta. Pa še pa Afrika in to, prej sem veliko hodila. Zdaj pa ne. Imate kakšen nasvet za mlajše, ki se mogoče ne upajo iti po svetu? Imam nasvet. Bodite doma in si poglejte Slovenijo, ker je tako lepa in jo spoznaš šele, ko greš v tujino. Zelo lepe kraje imamo in če bi jaz te mlade vprašala, ki so bili na Maldivih, pa gre na Sejšele, pa ne vem kam še vse, če vejo, kje je Cerkniško jezero.
ali pa Postojnsko jamo še poznajo, druge jame, naprimer Križno jamo, ali pa sploh ne vejo, ali pa kje je Lahinja, kakšna je Bela krajina, to so taki lepi, čudoviti kraji. Ne rabijo tujine. Poletje se bliža, imate že kakšne plane, načrte, kam boste šli? Na morje, malo tako, brati knjige, samo da ni šola. Na turanski izlet in to je to v bistvu. Kam pa radi potujete sicer? Na Ceres gremo ponavadi na poletje, drugače po zimi pa smučati. Ja, poletje je bolj malo in po zimi smučanje enako. Kaj je z družino, s prijatelji, kako greš na Ceres? Z družino pa s prijatelji od sestrice, tako da. Kaj pa ti? Smučati z njo, to je to. Verjetno v Slovenijo, Bled ali Bohinj. Zdaj bomo videli, kaj se bomo odločili, ali bomo v naravi, ali pa v centru Bleda, kot nameravam v Jelovici hotelu, ki sem že bil pač, in se je izkazalo za v redu in nameravam ponoviti, s familijo. Takrat nisem imel familije, zdaj pa jo imam in bom z njo preživel končno. Se radi vračate torej na iste kraje, kje vam je bilo še mogoče lepo, kdaj? Lepo mi je bilo tudi v Runkah, v Puli, v Vrsarju, to je Hrvaška, v Medulinu, pa dobro, cel svet, sem bil pomorc 12 let, tako da sem marsikaj, Singapur je lep, Kuala Lumpur, pa take stvari. Kako pogledate na vse višje cene? To pa je, se mi zdi neskladno z našimi plačami, zato ker že, če pogledamo za nazaj, ko smo imeli tolarje, v Italiji so evro takoj spremenili, mislim, lire takoj dali v evro, isto, medtem ko pri nas je bilo na 240 tolarjev, tako da pri njih so direktno štartali, tako bi mogli pri nas verjetno, bi bilo boljše. Pač smo v zamudi, mislim, z evrom. Ja sam došao skoro u Koper da radim, ali ono što već polako planiram, da pozovem familiju, pre svega suprugu i mlađeg sina, da dođu sigurno nekih 7 do 15 dana da budu ovdje i da vide ovu lepotu i to. Znači, budete cijelo ljeto ovdje? Ovdje sam tu sigurno malo možda i duže. A di inače volite ići tako na more? Pa, znaš kako, ja sam iz Južne Srbije, iz Leskovca, mi preferiramo Grčku. Znači, Halkidiki uglavnom, te neke stvari. Kako idete tamo, z avionom, z autom? Ne, tamo je blizu nekih 450 km, tako da uglavnom kolima idemo. Šta ste tamo onda u apartmanima, u hotelu? U apartmani, uglavnom, menjaju se, odemo do Soluna par dana, menjamo mesta, pristupačno je za nas, tako da je okej. Vse je torej pripravljeno za začetek poletne sezone. Upajmo, da smo vam nocoj dali kakšno idejo za vaš dopust. To je bilo za danes vse, bodite z nami tudi prihodnji teden. Nasvidenje.